Ampak dajmo se za trenutek vseeno ustaviti tam dol na tej, priznam, malce nižje, ampak kar se mene tiče, tudi pomembni temi, spodnje police, res. Zakaj imamo mi te spodnje police v trgovini? One čisto pri tleh. Ajde, jaz bi razumel, če bi bili tam gor artikli za hobite, pa za froce do 5 let, ampak da se moramo pa ostali posklanjati tam, res pa se šetamo pol po trgovini, kot da imaš spuščeno gumo na avtu, pa veš točno kjero, to je neka zarota s kiropraktike, res. Pa kdo se je sploh spomnil koncepta te čiste spodnje police? To je ista ekipa, ko si je izmislila žensko obleko za drgo zadaj. Sadisti D.O. Obleka z nemogočo zadrgo za dekleta in žene, da se tudi med oblačenjem vsakič znova zaveš, da živiš sama. Vse se da, ne? Da se, ampak praktično je pa glih tako, da bi imel pač koš za smeti na višini košarkarskega obroča. Draga, bom jaz nesel danes ven smeti. Draga Novakovič, so smeti spet mimo vrgli. Prasti, nemarni. Ampak, pustimo mi police, nimajo veze, to je bil hec. Ni pa hec, da se mi danes ne samo sklanjamo do tal za produkti, danes, če bi nam rekli, da se moramo za njih plaziti po trebuhu, bi bili nakupovalni centri isto polni, garant. Ker mi smo postali verniki globalne religije, ki se reče potrošništvo. In mi smo toliko govorili o zapiranju trgovin ob nedeljah, pa jih je zmeraj večina, še vedno zelo lepo odprtih. In nedeljski šoping je postal direktna konkurenca cerkveni maši. Namesto orgel, mi zdaj lahko poslušamo to lahko glasbo na ozvočenju trgovine. In namesto župnika, tisti glas, ki nas opozarja, da so moške nogavice, ja, samo še danes, jutri in potem 7 dni v tednu v akciji, zato pohitite z nakupom. Ampak ja, zdaj si kdo misli, ne, jaz pa ne, ne, ni šanse, ne, jaz pa ne, drugi so taki, jaz pa ne. Ja pa valjda, to je isto kot za Eurosongom, telenovelami pa reality šovi. Noben tega ne gleda, ampak vsi po nekem čudnem naključju vemo, kaj se je zgodilo včeraj. Ker si glih včeraj čisto slučajno, enkrat edinkrat gledal, ampak čisto slučajno, res. Isto je z nakupovanjem, res. Sred tedna ob 11. dopoldne nimaš kje parkirati pred nakupovalnim centrom in potem si misliš, pa materno, ljudje sploh hodijo v službe, mislim, kaj delajo tu ob 11. banda, Lena. Smo del sistema vsi, ne, tako da ja. Preveri, si imel vsaj nekaj opcij, kaj boš, ajde, par stolet nazaj malo manj, ampak si jih imel. Ali si bil kristjan, ali pa so te na kol napičili, ne. Ampak izbira je še vedno bila. Pri potrošništvu pa se zdi, kot da smo vsi naenkrat padli v en tak masovni kult. Na srednjeveških slikarijah sicer lahko vidimo te izraze mistične blaznosti in sreče, ko se komu prikaže Marija, pa je polcev tak, kot da je dobil službo v Avstriji, ne. Danes, če pa hočeš videti ljudi obsijane z božjo milostjo, pa greš kamorkoli, kjer so popusti. In potem srečaš kolega, kak se šeta okrog po Evroparku s solznimi očmi, s kompletom lupivcev za ananas in ti govori, stari, glej to, samo danes 35% off. Jaz pa ne vem, koliko je to stalo, sem danes je 35% manj. Veš, koliko je to? To je skoraj tretjina, če veš, kaj mislim, ne? Pa še zadnjega, sem dobil zadnjega, pa jaz pa ne jem ananasa, ker sem alergičen, razumeš? Pa ti res vidiš, ja. Koga pa vidiš, da je vesel pa srečen, kaj mu boš rekel, ne? Vsaj naslednjih 5 minut bo tak, ali pa pač dokler ne bo pojedel ananasa. Ampak je bil 35% off. Nimaš kaj proti religiji, kot je moderno potrošništvo. Cvetna nedelja in veliki četrtek sta se že zdavnaj umaknila črnemu petku. Sveti trije kralji in kralji ulice pa več kot fair ponudbi. In namesto Zdrave Marije danes že bramo čisto nove molitvice, o trgovina polna artiklov, kartica tvoja je vedno z menoj, najugodnejša si med trgovinami, ugodno imaš sadje in zelenjavo, Spar, Hofer, najboljši sosed, odprite za nas, potrošnike zdaj v času sezonskih popustov, Lidl.